drugače s politiki petih parlamentarnih strank o vročih političnih temah mrzle zime, ki jo državljani preživljajo tudi ob vrtoglavih cenah na položnicah za ogrevanje. V politiki medtem poskušajo sanirati posledice afer z javnim denarjem. Katere stranke so v ozadju, komu sporni posli najbolj škodijo? Opozicija napoveduje in vlaga interpelacij zoper ministrici za digitalno preobrazbo in pravosodje. Bo do glasovanja sploh prišlo? Kdo je s kom in kdo je proti komu? Kdo s prstom kaže na koga? Kdo bo prevzel odgovornost? In kako je lahko vlada, ki se je na oblast povzpela tudi zaradi spornih praks prejšnje vlade, zašla tako daleč, da lahko zdaj celo največja opozicijska stranka vabi na veliki spomladanski protest proti korupciji in klientelizmu? Debato začnemo takoj po prispevku, najprej pa Klemen Košak in Žan Dolajš. Podtalni koalicijski boji med Gibanjem Svoboda in SD se zaostrujejo. Strankarski tabori imajo očitno različne poglede na prevzemanje odgovornosti za sporen nakup stavbe na Litijski cesti. Predsednika vlade je zanimala predvsem odgovornost tistih, ki so na pravosodnem ministrstvu operativno vodili posel. V SD-ju pa je nemalo vplivnih posameznikov, ki rešitev nastale situacije vidijo v čimprejšnjem žrtvovanju Dominike Švarc-Pipan. Po zanesljivih informacijah so podporo svoji ministrici odrekli tudi že poslanci SD-ja. Zanimivo, nihče iz SD-jeve poslanske skupine pa tokrat ni želel stopiti pred našo kamero, kar kaže na občutljivo situacijo v najstarejši koalicijski stranki, ki se otepa korupcijskih sumov. Mislim, zagotovo je videti neko notranjo koalicijsko dinamiko tudi skozi pisanje recimo nekaterih provladnih medijev, ki napadajo nekatere predstavnike SD-ja. To bi zdaj lahko razumeli kot poskus discipliniranja koalicijskih partnerjev. Tako si simptome koalicijskih trenj interpretira Delova novinarka in komentatorka Suzana Kos. Nič pa ne kaže, da se bodo strasti v koaliciji kmalu umirile. Kaj je stranka SD v zdravstvu, vemo. To je stara plenilska stranka. Tako neposreden je bil pred našo kamero ta teden Erik Brecelj. Onkološki kirurg sicer ni član Gibanja Svoboda, je pa predsednik Strateškega sveta za zdravstvo, kamor ga je nastavil premier Robert Golob, ki mu očitno še vedno zaupa. Pred dnevi je Brecelj, ki stopil iz Strateškega sveta, prisilil Branka Gabrovca, direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje in predsednika Strateškega sveta SD za zdravstvo. Ne gre pri Gabrovcu za nadure, ki si jih je izplačeval v preteklosti, potem je znan, ampak za to, da je glavna oseba na področju zdravstva v SD-ju. Brecelja moti predvsem vodenje Onkološkega inštituta, kjer je zaposlen in kjer naj bi se po njegovem mnenju kadrovalo predvsem po željah stranke SD. Njihovo delo ni transparentno, da imajo z onkološkim čudne namene, butaste namene. Sem jih opozoril, vi ste, kar počnete, vi ne morete biti Zemljarič. Na Onkološkem se hvalijo, da so poznali Zemljariča. On je bil inteligenten, vi niste, vi ste butasti. Besedno sem rekel, vi prvo stvar, ki se boste lotili, se boste spotakali, našli razvojo in so jih pri sodni stavbi, kaj tako neumnega nakupa, mislim, da še ni bilo v Sloveniji. Po sestanku s predsednikom vlade pretekli četrtek je imela pravosodna ministrica občutek, da ji šef vlade še vedno zaupa. Nato so na ministrstvu začele letiti glave. Oditi je moral generalni sekretar ministrstva Uroš Vojković. Premestitev pa čaka vodjo investicij Simona Starčka in vodjo finančne službe Janjo Garvas Hočevar. A sta po naših neuradnih informacijah oba trenutno bolniško odsotna. Starček in Garvas Hočevarjeva sta sicer v preteklosti tako ali drugače sodelovala tudi s stranko SDS. Ali se lahko odgovornosti za sporen nakup stavbe povsem izogne tudi največja vladna stranka? Finančni minister Gibanja Svoboda je za nakup stavbe namreč na hitro zagotovil 6,5 milijonov evrov iz proračunske rezerve. To je njegovo ministrstvo storilo, čeprav zakon o javnih financah določa, da se lahko proračunska rezerva uporablja samo za nepredvidene namene. Glede nakupa stavbe je pravosodno ministrstvo z ministrstvom za finance opravilo tudi več sestankov. Poglejmo podrobneje.
5. decembra sta se na finančnem ministrstvu srečala minister za finance Klemen Boštjančič in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Boštjančičeva državna sekretarka Saša Jazbec naj bi takrat prvič omenila možnost, da se stavba kupi še v letu 2023. Švarc Pipanova in Boštjančič naj bi se takrat vseeno dogovorila, da z nakupom stavbe ne bodo hiteli. Potem se je državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Igor Šoltes večkrat sestal z različnimi predstavniki Ministrstva za finance. Pri hitrem nakupu naj bi vztrajal zdaj razrešeni Uroš Gojkovič. Tako so nam v uradnem odgovoru zapisali na pravosodnem ministrstvu. Na njegovo pobudo je Švarc Pipanova 18. decembra finančnemu ministru poslala opis projekta. Boštjančič pa naj bi ga takrat kategorično zavrnil. Nato so se zvrstili še sestanki na strokovni ravni. Stališče finančnega ministrstva pa se je hitro spremenilo. O tem je ministrico za pravosodje obvestil Gojkovič, ki naj bi se zavzemal za hiter nakup. Povedal ji je, da se predstavniki finančnega ministrstva nagibajo k odobritvi projekta. 22. decembra pa se je na sestanku med ministrstvoma dokončno prižgala zelena luč za nakup. Najprej je privolila državna sekretarka Saša Jazbec, nato pa še minister Boštjančič. A na finančnem resorju so si oprali roke. Soodgovornost zanikajo in sporočajo. Zagotovili smo le denar, nismo pa bili pristojni za vsebinsko presojo nakupa stavbe. Lahko pravosodna ministrica ubrani svoj položaj. Bolj kot zaupanje premierja Dominiki Švarc Pipan, več kot očitno kopni podpora v lastni stranki. Po naših zanesljivih informacijah se je Švarc Pipanova izključila tudi iz komunikacijskega kanala predsedstva stranke na mobilni aplikaciji Viber. Da je premijer naklonjen Dominiki Švarc Pipan, kažejo tudi informacije, da je bila ona njegova izbira za ministrico za pravosodje in je potem predsednica stranke Tanja Fajon prepričala stranko, da je Dominika Švarc Pipan dobila podporo, da postane ministrica za pravosodje. Za njeno usodo bo pa verjetno zelo pomembna tudi cenitev vrednosti te sporne stavbe na Litijski, če bo ta močno odstopala od cene, ki jo je plačalo ministrstvo, in s tem, da plačevalci bo verjetno to močno vplivalo tudi na odločitev samega premierja. Vedno več pa je tudi strokovnih mnenj, ki kažejo, da bo prenova kupljene stavbe zahtevala izdatna proračunska sredstva. Naša ocena je, da bo strošek pri kompletni sanaciji bil med 1500 in 2000 evri, brez davka in brez aneksov. Takšna cena na kvadrat pomeni, da bi obnova 5000 kvadratnih metrov velike stavbe stala med 7,5 in 10 milijoni evrov. Skupaj s kupnino bi to zneslo med 15 in 18 milijoni. Vkolikor se bo izkazalo, da bo potrebna sanacija, da bo nekajkrat presegala ocenjene vrednosti strani Ministrstva za pravosodje, je seveda tudi realna opcija, da zaradi negospodarnosti tega nakupa, da se na tej stavbi nič ne naredi in da se jo proda z izgubo, če tudi 3 do 4 milijone, samo da se ne bi dodatna izguba v višini, lahko tudi rečemo 10-15 milijonov, naredila. Gospod Han, je to afera SD-ja, vlade ali tudi SDS-a? Najprej dober večer. Dovolite mi, da se jaz kot politik upravičim ljudem, da pač morajo take stvari gledati. Moja naloga pa je, da ko dobim vabilo na takšno oddajo, da pač pridem. Bil sem že večkrat na takšnih oddajah, ko so, bom rekel, ali pa ko ste pokazali neke afere. Ministri so odstopali, v našem primeru gospod Prešiček, ker je po oddaji Tarča odstopil zaradi očitkov. Res pa je, da je po enem letu so ugotovili, da ni storil narobe, ampak je pač bila zadeva urejena, tako kot je bila urejena. Zdaj, meni je žal, da je do tega prišlo. Jaz bom danes malo težje govoril in o sami Dominiki Švarc Pipan in o njenih, bom rekel, potezah, predvsem zato, ker vi veste, da ima doma težave in da ne na nek način
po mojem, te dni v miru uredi svoje zadeve in jaz si iz tega mesta res iskreno izkažem sožalje. Moram reči, da se tukaj tudi pokaže na nek način SDS, da ni zaradi tega tudi vložil interpelacijo. To moramo na nek način tudi ceniti, kot tudi v politiki je malo človečnosti, kljub temu, da ne želimo, da včasih kažemo s prstom. Vem, da se bo jutri zgodilo ali pa po zadevi, po pogrebu naredili drugače, ampak malo človečnosti je tudi v politiki. Zdaj pa, jaz mislim, da je v tej zgodbi tako, kakor sem iz medijev zasledil, je v zgodbi NPU, je v zgodbi KPK, oni bodo vse ugotovili. Minister je pa tisti, ki zadnji podpiše pač pogodbo in s tem na nek način prevzame takšno in drugačno odgovornost. Zdaj pa jaz bi vendarle rad samo eno stvar še povedal. Ministri Republike Slovenije, to smo vsi bivši in zdajšnji ministri, smo v prvi vrsti ministri vlade Republike Slovenije in v službi ljudi. In če ljudje nimajo zaupanja v ministri, v njihovo delo, potem imamo seveda težave. Naloga, bom rekel, vlade, predsednika vlade pa je, da ugotovi, ali še zaupa ministru in potem na nek način se takemu ministru lahko zahvali. Danes je Dominika, Emilija, jutri lahko da bom jaz in to so stvari, ki jih pač vemo, da če greš v takšno funkcijo, si, bom rekel, en dan lahko enak s tistim podpisom, naslednji dan si skoraj v zaporu pod istimi pogoji. Tako da jaz bi tukaj se ustavil, jaz verjamem, da se bomo naslednji teden tudi v stranki dogovorili. Drži, gospod Gojkovič je član naše stranke in jaz zelo težko poslušam kjerkoli, pa vse spoštujem, da je socialna demokracija ena najbolj skorumpiranih strank. Ni tako, To nikdar ne bom kupil, zato ker v socialni demokraciji smo in so člani z priimkom in imenom. Imamo ljudi, ki imajo pomembne vrednote, ki so dolgoletni člani in nimajo, bom rekel, z nekaterimi odločitvami posameznikov nič in zato ne kupim to, da smo kar naenkrat vsi skorumpirani. A je prav, da je gospod Gojkovič odstopil? Oziroma, da ga je vlada razrešila? On je, ministrica ga je pozvala k odstopu, gospod Gojkovič je prevzel en del odgovornosti, zdaj so pa službe tiste, se pravi NPU, KPK in tudi notranja revizija, ki bo svoje pokazala, kdo je imel v tej situaciji prav. Politiki, ministri se pa nikdar politične odgovornosti ne moramo izogniti. Gospod Hojs? Ja, najprej bi seveda rekel, da to, kar je gospod Han povedal, drži. V naši stranki smo se iz prioritetnih razlogov odločili, da za razliko od druge ministrice v tem kratkem obdobju ne vlagamo interpelacije, to drži. Sicer pa mislim, da je bila poanta gospoda Hana popolnoma napačna. Danes se tukaj ne pogovarjamo o gospe Dominiki Švarc Pipan, ampak danes tukaj stojijo 3 ministri, ki so sodelovali v tem nakupu. Torej, ni potrebno, da se pogovarjamo o njej, pogovarjamo se o odgovornosti teh gospodov, ki so na vladi ta nakup potrdili. Mimogrede, to, kar je bilo pokazano, za 2000 evrov po kvadratnem metru vam jaz kot gradbenik garantiram, da vam postavim novo sodno palačo. In ni potrebno kaj veliko najti. Za sodno palačo že vrsto let imamo na razpolago zemljišče ob Topniški, vse je pripravljeno, da se tam gradi, kar pa se tiče sprege SDS-a in pa SD-ja. No, zdaj to sem hotela vprašati, ker so tudi kadri vaše stranke sodelovali, vi ste pa vložili interpelacijo za tej zadevi. Moram reči, da se redko strinjam z njim, ampak v tem primeru pa se z dr. Brecem strinjam, tudi po moji oceni je stranka SD planinska stranka. Kar se tiče pa dogovora SDS, pa verjetno mislite na tisti dogovor, ki sta ga sklenila gospod Janez Janša in gospa Švarc Pipan pred volitvami, mislim, da je bilo srečanje v Grosuplju. Ne, gospod Hojs. Na koncu se rokovala oziroma se nista uspela rokovati. Ne sprašujem vas o 2 uradnikih na Ministrstvu za pravosodje, ki sta iz kroga vaše stranke in sta bila tudi pomembna pri tem nakupu. Ne, ta 2 uradnika nista bila v ničemer pomembna. No, sta bila, gospod Hojs, vam jaz povem, stopila sta tudi na teren. Gospa Janja Hočevar, ki ste jo tamle kazali, je zgolj navadna uradnica v finančnem oddelku Ministrstva za pravosodje in je zgolj likvidirala tisto, kar ji je bilo naročeno. Torej, ko je denar prišel z Ministrstva
za finance na ministrstvu pravosodja. Gospod Starček je pa bil na terenu, veste, vas moram popraviti. Gospod Starček pa je bil na tem mestu in je večkrat upozarjal po mojih informacijah, da je ta nakup neustrezen, netransparenten in na koncu konca, pogledajte, ta nakup te stavbe za sodnike je prava žalitev za sodnike. Ta stavba ima v sredini atrij, ki je popolnoma neuporaben, ta stavba nima nobenih razpravnih dvoran, ta stavba nima niti parkirišč za sodnike, za osebje sodišča. Kaj so se mislili dogovoriti z gospodom Jankovićem, da jim bo brezplačno dodelil urbano, da se bodo lahko vozili na službeno delovno mesto. Torej, ta nakup je popolna katastrofa. Je pa hecno, da se zdaj tudi v SDS-u za sodnike zauzemate. Gospod Boštjančič, mogoče... Ne, zauzemamo se za tako stavbo, ki jo je možno narediti, da bo tudi sodnikom v redu. Samo malo, gospod Boštjančič, tisti datumi, ne? Prej smo videli, se pravi, večkrat ste se z ministrico tudi sestali, oziroma dvakrat, če sem natančna. Vmes pa ste si tudi dopisovali in sicer recimo 18.12. je generalni sekretar gospod Gojković ministrici za pravosodje poslal sporočilo z opisom projekta na Litijski 51 za prosilom, da ga nujno posreduje ministru za finance v odobritev. Ministrica je sporočilo pisno posredovala ministru Boštjančiču, ki pa je predlog kategorično zavrnil. Zakaj ste si potem premislili? Ministrica je dalj časa, pravzaprav celo lansko leto, opozarjala na probleme, prostorske probleme pravosodnih organov. Nova sodna palača, ki naj bi rešila večino teh težav v Ljubljani, je seveda odmaknjena precej v prihodnost in je seveda večkrat tudi na vladi opozarjala na te težave in na to, da se večina stavb, pa velik del stavb za sodišča v Ljubljani najema. Ampak če greva kar konkretno v temu datumu, ja? Seveda to rešiti z nakupom določenih prostorov. Ja, na Ministrstvu za finance smo ves čas to zavračali, predvsem zaradi tega, ker tekom leta ne želimo posegati v proračunsko rezervo, ker seveda šele proti koncu leta vemo, ali bodo na kakšnih projektih ostala sredstva ali ne bodo. A zato ste rekli odločno ne? Zakaj ste rekli odločno ne 18. decembra? To mi je zelo zabavno, ko poslušam o tem, kako določeni uradniki, ki jih sploh v življenju, mislim, da srečal nisem, saj na sestanku nikoli nisem bil, govoril o tem, da sem jaz odločno rekel ne. Tako so nam zapisali na Ministrstvu za pravosodje. Zato pa bi rekel, bom zelo vesel, ko se bomo o konkretnih imenih pogovarjali. Bom nadaljeval tam, kjer je kolega Han povedal, o imenih in priimkih. Meni se zdi seveda predvsem metanje na to danes ta stranka una, malo preuranjeno. Dajmo se pogovarjati o imenih pa priimkih. Ta projekt, ki se je pelal, je danes popolnoma jasno, da se ni pelal ustrezno. Veliko stvari je že znanih, veliko stvari še ni znanih. Raziskujejo se tako znotraj Ministrstva za pravosodje, tako Ministrstvo za finance kot predsednik vlade smo zahtevali dodatna pojasnila, kot sem izvedel iz medije, tudi intenzivno na teh dela Nacionalni preiskovalni urad. Pa ste bili seznanjeni s projektom? Dajmo priti do imen in priimkov, kateri ljudje so bili odgovorni, kje je sistem zatajil in te ljudje upam, da bodo morali prevzeti odgovornost. Torej, in potem se bomo pogovarjali, tudi že danes je jasno, da gre za nekaj stvari, ki kažejo na sistemsko problematiko nakupa ali pa upravljanja z nepremičnim premoženjem v javni upravi, ampak tudi to verjamem, da bomo še tekom leta. Ampak od odgovornosti, ali vi menite, da ste tudi vi potem odgovorni, glede na to, da ste bili seznanjeni s tem, da ste se stankovali, če pravite, dajmo o imenih in priimkih, vi ste finančni minister, potem je pa tudi vlada še to potrdila. Ministrstvo za finance ne presoja vsebine tovrstnih projektov. To je odgovornost vsakega resorja in vsakega predstojnika resorja. Ministrstvo za finance ne proučuje v tem primeru recimo ekonomike nakupa ene stavbe. Kot rečeno, za upravljanje z nepremičnim premoženjem za pravosodne organe je pač pristojno po zakonodaji Ministrstvo za pravosodje. Ampak ste pa recimo ta opis projekta ste pa dobili, ste vedeli, zakaj gre, za kakšno vsoto, za katero stavbo in te zadeve? Seveda smo vedeli osnovne podatke, ampak nobenih drugih stvari, kot je na primer ekonomika, kot je na primer stanje stavbe, kot je na primer potrebne investicije. Še enkrat, v vladi popolnoma jasno in to seveda tudi moji kolegi zelo dobro vejo, kdo je odgovoren za kakšno stvar. Tudi zato sprašujem, ker ste bili vi začasno tudi minister za javno upravo, prav takrat, ko so zavrnili nakup te iste stavbe. To vprašanje ste poslali po mailu pred to oddajo. Jaz sem prvič za to zvedel, ko sem prebral to vaše vprašanje.
in sem se takrat še lepo zanimal na Ministrstvu za javno upravo in so mi povedali, da je bilo to, ta projekt aprila meseca, torej precej pred tem, ko sem bil jaz začasno minister za javno upravo, torej pojma nisem imel o tem, da se je Ministrstvo za javno upravo s to stavbo že ukvarjalo. In kolegi iz Ministrstva za javno upravo so mi povedali, da je bila takrat ideja oziroma bil je razpis pravzaprav pa poziv za to, da bi se Ministrstvo za pravosodje, torej ne sodišče, Ministrstvo za pravosodje preselilo in je bila to ena od ponudb, ki je Ministrstvo za javno upravo, mislim, da aprila meseca prejelo. Gospod Vrtovec, gospod Mesec. Ja, gledajte, zdaj, uvodoma bi rad predvsem to poudaril, da Slovenija in mi vsi skupaj potrebujemo popolnoma nekaj drugega, drugačnega, čemu smo pa priča danes. Ne? Ko se zdi, da vlada popoln kaos, da vlada popolno brezvladje in da se ne ve, nekdo pije, pa nekdo plače. In skrajni čas je pač, da, draga koalicija, obrnemo smer in da ni prototip delovanja samo iz afere v afero, iz tedna v teden, ampak da je prototip drugačen. Kar se tiče pa samega tega problema, ne, ki je nastal z nakupom te sobne stavbe, je šlo za vrsto procesnih napak. Ne. Jaz sem tudi sam minister, oziroma vsi smo ministri, ne, bili. Ne. Problem pri tem je, da ministrstvo, kljub temu, da zakonsko ni dolžno narediti svoje lastne cenitve ob tem, ko kupuje nepremičnino, je to v tem primeru spregledalo. Ne. Ključni element pri tej odločitvi bi bilo, da Ministrstvo za pravosodje opravi cenitev ob tem, da sam razpolaga s dejanskimi podatki, kolikšna je vrednost te nepremičnine. In potem sledijo še lahko vsi ostali postopki. In drugič, draga vlada, ministri, vlada kolektivni organ. Ta pogodba, ki je napisana na 3 straneh, vi veste, kdorkoli je že kupil nepremičnino in jo kupuje z lastnimi sredstvi, zelo dobro premisli, na kakšen način jo kupuje in kakšna tudi ta pogodba. V tej pogodbi ni nobenih bistvenih varovalk, ki bi branile državo, razen na koncu protikorupcijska klauzula, ki je splošna. Vlada kot kolektivni organ je na tisti seji, na točnem datuma, sprejela to pogodbo, ki je bila pač priloga k temu in tako naprej. Se pravi, tukaj gre za kolektivno odgovornost ob tej nepremičnini. Seveda pa tudi preiskovalni organi, KPK, NPU je prav, da opravijo svoje delo. Politična odgovornost, ne, pa že izhaja iz tega, da nekdo izgubi kredibilnost. V tem primeru imamo že kopico ministrov, ki so zelo nekredibilni lahko v bodoče pri zagotavljanju. Gospod Vrtovec, je pa zanimivo, ne, da v prejšnjem mandatu je bilo tudi kar nekaj takih zgodb, pa noben minister ni odstopil, tudi interpelacije so prestali večinoma pri takih zgodbah. Ne. Gospod Mesec, povejte. Gospod Počivalšek je bil interpeliran, recimo. Ja, ampak gledajte, takrat, ko nekdo izgubi kredibilnost, je pa odločitev vsakega posameznika posebej, da sam potegne ročno zavoro. In enako, pa smo mi v Novi Sloveniji predlagali v primeru Emilije Stomenov Duh, glede nakupa računalnikov, mislim, da pa to drugi del oddaje. Pravi, ključna je kredibilnost. In ta trenutek bi Slovenija potrebovala predvsem vizijo, smer, ne pa dnevno politično obmetavanje, prerekanje in ukvarjanje z aferami. Ja, gospod Mesec, torej te afere, mogoče še gospod Mesec, pogledajte, kako v Levici to spremljate, da se dogaja tej vladi podobno, bomo rekli, kot prejšnji, pa je ta vlada prišla tudi zaradi spornih praks prejšnje vlade. Ja, tudi meni je žal, da se to dogaja in da se to dogaja v vladi, katere del smo. Bi pa tako rekel, preden se začnemo obmetavati, obtoževati, bi bilo dobro pravilo, da vsak najprej počisti v svoji hiši. Kar se naše hiše tiče, naše stranke, pač lahko rečem, da je počiščena. V 10 letih obstoja nismo imeli ene korupcijske afere in delamo vse na tem, da bo tako tudi ostalo. Zdaj, kar se tiče Dominike Švarc Pipan, jaz se lahko strinjam s tem, kar je bilo rečeno, ne, kje so bile napake v sklepanju pogodbe, da ni bilo cenitve, da je bilo video plačal in tako naprej. Ključno pa je, da se ugotovi, kdo je odgovoren za to. Zdaj, seveda, pač javnost bi bila zelo hitro zadovoljna, če se ministrico odstavi, ampak mene zanima, kako so bili vpleteni uradniki okrog nje. Uradniki so tudi že, ne? Zdaj v bistvu so prevzeli odgovornost. Želim nekaj drugega povedati. Ko sem prišel na ministrstvo, sem slišal tale stavek. Saj veste, gospod minister, vi se menjate, mi ostajamo. Ne? In če samo ministrico zamenjamo, pa ne razčistimo kroga okrog nje, nismo rešili nič. Tako da jaz pričakujem, da bo ministrica, tudi sami izrekam sožalje za smrt v družini, ko se vrne naslednji teden, da bo stopila pred koalicijo, razjasnila zadeve, predvsem pa, da bodo odgovorni organi
NPU, KPK in tako naprej povedali svoje. Kar se tiče postopkov, tako ali tako, kaj dosti več ni za razjasniti, bolje še stvar preiskave pri policiji. Mogoče gospod Hojs, potem gospod Han. No, mogoče zgolj to, da se mi zdi ta lajna, ki jo neprestano ponavlja stranka Levica, češ da nimajo afer, pravzaprav res en prazen lonec. Če se ne motim, vaša ministrica v tem letu oziroma v tem obdobju porablja skoraj 40.000 evrov na službeni kartici, nekaj podobnega. Torej, mislim, da morate dejansko To odločno zarecam, gospod Hojs, in prosim, govorite resnico, ker vas nimajo. Sicer pa, gledajte, jaz sem delal v dveh vladah z dvema finančnima ministroma, z ministrom Šušteršičem in z ministrom Šircljem, in moram reči, da kaj tako še skandaloznega še nisem slišal, ko sem danes slišal od ministra. Če sem ministra prav razumel, pred 2 minutami rekel, da njih ne zanima, koliko je stane, da se to ne upletajo, da to so zadolženi drugi, da oni samo zagotovijo toliko denarja, koliko jim druga ministrstva nekako sporočijo in naročijo. Kaj tazga, si jaz ne predstavljam. Predlagam, da si zavrtite nazaj posnetek, pa še enkrat poslušate, kaj sem rekel. Tudi jaz. Zelo dobri ste v spreobračanju. Tudi jaz vam. Sicer pa pogledajte, vsi 3 ministri so sodelovali na seji vlade, kjer so ne zgolj potrdili teh 6 ali 7 milijonov, kakorkoli, ampak potrdili so NRP, torej uvrstili so ta projekt v načrt razvojnih projektov, brez tega seveda ne bi mogli izpeljati tega projekta. Zadevo so zagotovili iz proračunske rezerve, tako kot je povedal minister. Tukaj je potrebno povedati, da to se običajno res tako dela, kot je rekel. Sprav na koncu leta se na veliko kupuje, zato ker pač denarja ni možno prenašati v naslednje leto. Seveda pa je največji problem v tem, kar sem že povedal, da se je ta stavba kupila popolnoma neekonomično, neučinkovito in za sodišče popolnoma neprimerno. Ja, gospod, najprej mislim, gospod Han še, če boste odgovorili na tisto. Mislim, tisto ni resno. Mislim, gospod Hojs si izmišljuje, ne vem, lahko ste zamešali podatek, koliko so stale službene poti ali kaj podobnega, ampak na kartici ni porabila 40.000 evrov. Druga stvar, kar se tiče odločanja na vladi, pa odločanja v proračunu, lejte, nihče od nas ne razume vsake proračunske postavke, posebej ne z drugih ministrstev v detajle. Mogoče za to prerazporeditev Jaz sem naše proračunske postavke, seveda, tam sem skrben in pričakujem od kroga okrog mene, od državnih sekretarjev, od kabineta, od generalnega sekretarjata, od uradnikov na ministrstvu, da me bodo opozorili in da bodo skrbno ravnali z denarjem. Zato tudi nimamo nobene afere. Nekaj drugega pa je, koliko lahko jaz kot član vlade gledam pod prste vsem ostalim 19 kolegom. Ampak recimo to, da se iz rezerve razporedi recimo za nek tak nakup, ki se je zdaj izkazal za zelo slab, če lahko rečemo, ne? Po drugi strani vidimo, za študentske bone ni bilo denarja. Kaj pa o tem menite? Ne? Na koncu leta se je hitelo torej porabljati denar, ki bi sicer ostal. Po drugi strani ste pa zategovali pas. To predlagam, da vprašate ministra za finance. Gospod Boštjančič, gospod Han. Mogoče najprej gospod Han, ker že nekaj časa čaka. Jaz verjamem, da je to malo generalke za interpelacijo, tudi razumem, boli me, ker pač, kot si že na začetku rekel, stranko imenujejo stranko SD za plenilsko, kljub temu, da imamo v tej stranki imena in priimke. V stranki bomo tudi znotraj naredili red na nek način, v tem smislu, da bomo tudi, gospod Gojkovič je član naše stranke. Emilija, s to imenu, Je bila, ja. Ja, je bila pa, ja. Dominika je članica naše stranke in mi bomo verjetno tudi poslušali obe dva, ne? Da vidimo res, kje se je naredil. Zdaj, jaz pa prevzemam odgovornost kot član vlade, čeprav nisem glasoval, ker sem bil na dopustu, smo imeli tudi mi družinske probleme, tudi jaz sem imel težave podobne kot Emilija in sem, moram reči, iskreno zvedel po novem letu, ampak to me ne odvezuje odgovornosti. Res pa je, da mene noben uradnik ne bi prepričal v nekaj, v kar ne bi bil sigurn. Sploh kadar gre za nakupe, takšne zadeve. Pustimo, takrat, ko so razpisi, vsi ste ministri, vsi ste bili ministri, veste, kakšne so zadeve, ne moreš vsako stvar pogledati, gledaš zelo, bom rekel, pavšalno. Kadar gre pa za takšen nakup, je pa verjetno prav, da se in v kabinetu in z strokovnimi službami pogovorite. In glede na to, da poznam gospoda ministra za finance in smo večkrat na vzkrižju, ne zaradi, bom rekel, problema, ampak zaradi financ, ker seveda gospodarstvo zahteva več, minister ne da, ne verjamem, da bi lahko ministra za finance en uradnik prepričal o nakupu
hiše. Tu gre za politične odločitve. In vlada je to politično odločitev sprejela. In tukaj smo rekli, zdaj moramo to med sabo na nek način se razpucati, če temu tako rečemo, prevzeti odgovornost za to, ker če ministri ne bomo prevzemali odgovornosti, se pa strinjam z gospodom Vrtovcem, bo kredibilnost naša zelo nizka in ne bomo mogli sprejemati težke odločitve, ki so potrebne. Vse zato, ne, ker so potem tukaj. Ja. Meni je žal, da sem danes na tej zopet te oddaji, ampak ker pač spoštujem in moram priditi. Danes smo imeli novinarsko konferenco Ministrstva za gospodarstvo, kjer smo pokazali, kaj se je v letošnjem letu in v lanskem letu na turizmu naredili in smo dosegli rezultate iz leta 2019 in jih presegli in gremo v pravo smer. Še da to ne bo tarče, je pa tarča. Gospod Boštjančič, tole božično obdarovanje s proračunsko rezervo, marsikomu ste polepšali praznike s tem, po drugi strani pa vidimo, da ste zatogovali pas, naprimer pri študentskih bonih. Če lahko to politiko pojasnite. Še enkrat, popolnoma jasno je, kakšne so pristojnosti posameznih ministrstv, kaj so pristojnosti ministrstva za finance in kaj so pristojnosti posameznih resorjev. Dajmo iti na stvar, kaj je tukaj bilo narobe. Ta proces ni bil ustrezen. Marsikaj je bilo narobe, mislim pa, da še nihče ne ve točno, kaj vse, kaj podrobno vse. In tako kot sem na začetku povedal, želim, da pridemo do imen in priimkov. Vsi postopki, tudi na ministrstvih, je precej jasen proces, kako se do odločitev pride. Ni samo en uradnik, cela vrsta uradnikov jih je, ki potrjujejo dokumente. Torej, dajmo najprej priti do imen in priimkov. Kar se tega tiče, v tem kontekstu podpiram ministrico Švarc Pipan, ki pravi, da je to tista stvar, ki jo hoče najprej narediti. Absolutno bo tudi čas za subjektivno oziroma objektivno odgovornost. Dajmo najprej ugotoviti, kdo je objektivno odgovoren za te posle z imeni in priimki. Ker velikokrat ne pridemo do tega, potem bo pa čas seveda tudi za politično odgovornost. Sicer je podpisana tudi na pogodbo, podpisala je pogodbo, tudi to je... Točno to je ključen problem. Subjektivna odgovornost je tukaj zelo jasna, pa ne želim zdaj persona govoriti proti ministrici, ampak v tem primeru se jasno vidi, kdo je na pogodbi podpisan in kdo je pod vladnim gradivom podpisan. Na zadnje se strinjam, minister ne more vse gradiv prebrati, ampak tako težko pogodbo pa mora prebrati, zlasti če je pravnik izvežben v tem, kar ministrica je, bi morala dobro vedeti, v kaj se spušča in kaj podpisuje. In tukaj, NRP je bil odprt, finančno ministrstvo je osteglo pač potreban in projektu, ki ga je pripravilo ministrstvo za pravosodje, denar je bil sproveden. Ključen problem pa je, v tej pogodbi pa v tem, da vse ostale predpostavke, tudi pod katerim so bili podpisani seveda uradniki, niso bili pravilno izpeljani. Zlasti je tukaj problem cenitev. No, to smo pa že rekli, pa bi si, samo gremo zdaj naprej, pa boste stavek, gospod Švarc. Na ministrstvu za pravosodje sedi tudi državni sekretar. Ta državni sekretar je bil na koncu predsednik računskega sodišča. Tudi na teh pogovorih smo videli, Kako je on varoval javne finance, če enega navadnega posla za 6 milijonov evrov in pol spregleda oziroma gre mimo njega. Neverjetno. Je pa tudi on iz stranke SD. Smo prej omenili, da je bil na teh pogovorih, to smo omenili. Zdaj pa gremo naprej še na tema. Zoper ministrico za digitalno preobrazbo pa je opozicijski SDS že vložil interpelacijo. Bo do razprave sploh prišlo, kdo ministrico sploh še podpira? Poglejmo, pri čem se je zavajala in dodajmo, da v studio Tarče ni želela priti. Anja Šter in Vanja Gligorovič. Koliko računalnikov Ministrstva za digitalno preobrazbo ste v vaši občini dobili? Mi nismo dobili nobenega. Nič. Gotov sem, da gotovo nobenega nič. Zaenkrat še nobenega. In kot verjetno vsi moji, oziroma večina mojih kolegic in kolegov, sem za te računalnike zvedela od vas, od medijev. Preko medijev, od vas, kak teden nazaj, tako da tisti stik med župani in pa ministrstvo se je najbolj zgubil. Ministrstvo pravi, da se je večkrat obrnilo na občine in vas pozvalo k temu, da prijavite potrebe po računalniku.
Mi smo včeraj preverjali pošto, pa jaz se nisem našel. Če je šlo med kakvo nezaželeno pošto, tudi možno, če je to bilo, če prečujemo včeraj še eno sodelovka naša preverjala ekstra v pošti, kdaj smo videli kak poziv za te državljanke, jaz tega nisem imel. V dneh, ko je bila Slovenija pod vodo, v nekaterih občinah so bili še brez elektrike in pitne vode, ceste do Lučin so Solčave pa neprevozne, so župani na svoje e-naslove sicer prejeli sporočilo Ministrstva za digitalno preobrazbo. Konkretno vas prosimo, da nam posredujete informacije o v poplavah prizadeti računalniški opremi in pomožni infrastrukturi, kot so klime, strežniški prostori in podobno. Jaz sem razumela ta dopis, glede na to, da nismo imeli poškodovane računalniške opreme na občini, brezpredmeten. Mi smo bili v tistih časih, v začetku avgusta, cel avgust v 24-urni aktivnosti in se nismo posebej ukvarjali s posameznimi stvarmi, ampak jaz se ne spomnim, da bi dobili kakršnokoli ponudbo ali dopis z ponujenimi računalniško opremo. Občine so do konca septembra lani, ko se je iztekel rok, prijavile zgolj 39 poškodovanih računalnikov. Sredi oktobra pa jih je ministrstvo naročilo kar 3000. Čemu toliko, če je bilo potreb občin bistveno manj, smo spraševali. Nekaj ur pred oddajo so na ministrstvu prostodušno priznali, da so naročili dodatnih 3000 računalnikov, ker so jih pač lahko. Za Nexom so namreč nakup lahko povečali za 30% vrednosti osnovne pogodbe, torej še za dodaten 1,5 milijona evrov. Ministrica pa je še prejšnji teden številko 3000 pojasnjevala drugače. Glede na to, da so nas šole ves čas pozivale k temu, da potrebujejo opremo, smo se za Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje smo jih vprašali, kakšne so potrebe, ki so nam zelo jasno navedli, da nekje 3000 računalnikov na leto potrebujejo šole in glede na to, da imamo v Sloveniji 1000 javnih zavodov, to pomeni 3 računalnikov na javni zavod. In zato del teh, torej 3000 računalnikov, ki smo jih kupili z druge postavke, ne z te postavke, ki je bila namenjena računalniškemu skladu, jih bomo v kratkem dodelili tudi šolam, katerim šolam, tistim, ki nam jih je izpostavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje te številke niso potrdili. Še manj vedo o novih računalnikih šole. Šole, vrtci, kolikor mi je znano, v to nismo bili vključeni. Saj sama nisem o tem vedela nič, dokler nisem zadeve prebrala oziroma slišala v medijih. Pavšalno govoriti o 3 računalnikih v povprečju na nek zavod je popolnoma nesmiselno. Vi ste kupili nekaj, pa niste še vedeli, kako boste to naredili. To ne drži. Kot smo rekli v interventnem, nič se nam ni mudilo, v interventnem zakonu je bilo točno napisano, dokdaj velja ta zakon, kdaj smo imeli ta sredstva predvidena. Zakon razumemo, tisto prej, ne, 10 000 skladov. Dajmo obrniti zgodbo drugače. V samem zakonu je natančno določeno, kdaj bo začel delovati mehanizem za izposojo. 1.1.2024. Če mi ne bi nabavili prenosnike, bi danes bili tukaj in bi nas spraševali, kaj naj ta mehanizem razdeljuje upravičence. In zdaj nov rok. Ministrica napoveduje, da bodo računalnike razdelili aprila. A to bo težko izvedljivo. Po grobi oceni društva Duh časa, ki usposablja rabljene računalnike za socialno ogrožene, bi zgolj za pripravo 13 000 računalnikov, ki so zdaj še brez operacijskega sistema in protivirusnega programa, 4 ljudje potrebovali nekaj več kot 10 mesecev, kar bi stalo okoli 320 000 evrov. Bi nekje rabili za vsaj 200 dni priprave z nekim 8-urnim delovnikom, pa če ne bi bilo nobenih težav. Pod črto, medtem ko kupi računalnikov v skladišču čakajo na pravne podlage in vzpostavitev mehanizma, na prošnjo županje ene od poplavljenih občin za 3 računalnike na ministrstvu odgovarjajo. Zamudili ste rok in dodajajo. Do začetka delovanja mehanizma priporočamo, da se obrnete na nevladno organizacijo Duh časa, ki brezplačno podarja obnovljeno računalniško opremo. Sporni so tudi nekateri drugi razpisi ministrstva. Poglejmo enega od njih. 120 000 vredna medijska kampanja o vrstniškem nasilju in sovražnem govoru. Prilišni, na to spisni. Poziv je bil odprt le 6 dni, v razpisu pa najdemo tudi zelo specifičen pogoj. Glavna dejavnost ponudnika mora biti produkcija filmov, videov in oddaj.
Naročilo je tako dobila najdražja ponudba mariborskega podjetnika Andraža Fistrovca s kar 120% višjo ceno od drugega ponudnika. To je nenavadno, meni pravna strokovnjakinja Mirjam Seliškar. Objava je bila v petek, rok za odgovore na vprašanje je bil v ponedeljek, tako da kaj zelo veliko manevrirnega prostora za druge ponudnike, da bi se eventualno vključili, seveda ni bilo. Je pa res, da je bilo potem tudi odločitev, je bila zelo kratka. Je tudi ta, bom rekla, klasifikacija lahko sporno oziroma omejujoč faktor pri krogu ponudnikov, ki bi to vendarle lahko tudi izvedli. Torej vse malo nenavadno, tako bi lahko rekli. Neobičajno, zelo neobičajno. Vam se zdi 6 dni za prijavo na razpis javni dovolj? Je zelo odvisno od tega, od same časovnice in od kdaj mora biti določen projekt izveden. Ne, vam recimo se zdi 6 dni dovolj. Ponovno, zelo odvisno od tega, od vrste projekta, kdaj mora biti sama izvedba, kako se sodelavci odločajo za rok trajanja, to se odločajo na sektorjih in vsi ti, ki so odgovorni za te razpise. Takole pa je pred skoraj letom dni ministrica v soju objektivov odprla pisarne v mariborskem trgovskem centru City. V več kot 1000 kvadratnih metrov velikih prostorih danes dela okoli 25 javnih uslužbencev. Preračunano 45 kvadratov na zaposlenega. Najemnina pa ministrstvo državnemu podjetju Eles plačuje 11.360 evrov na mesec. A zaposleni z ministrstva odhajajo kot po tekočem traku zaradi slabih odnosov in vodenja ministrstva, pravi več naših virov. Ministrica odgovarja. Sem zelo ponosna na vse svoje sodelavce. Tudi tiste, ki so odšli. Je pa veliko tudi novih, ki je prišlo. In če se pogovarjamo o podatkih, dajmo pogledati, koliko ljudi je odšlo in koliko ljudi je prišlo na naše ministrstvo iz ostalih resorjev. Po mojih danih informacijah jih je 17 prišlo, pa jih 5 ali 6 odšlo. V odgovoru ministrstva, ki smo ga prejeli naknadno, pa drugače. V obdobju od začetka mandata ministrice je na Ministrstvu za digitalno preobrazbo podalo odpoved delovnega razmerja oziroma prošnjo za premestitev 17 javnih uslužbencev. Gospod Boštjančič, ali ste v Gibanju Svoboda res pripravljeni prevzeti blamažo za tole zgodbo z računalniki? V bistvu ta trenutek sploh še ne vidim, kje je afera. Recimo to župane ste slišali. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je odgovorno za nakup računalniške opreme za celotno državno upravo, torej tudi za ministrstva. Oni izvajajo te nakupe, izvajajo jih ponovadi enkrat na leto, kar pomeni, da običajno računalniki stojijo v skladiščih. Zdaj se pozanimo, še iz leta 2022 ene nabave niso prišle še na končno mesto. Gre se pa zaradi tega, ker dobijo večji količinski popust. V tem konkretnem primeru je Ministrstvo za digitalno preobrazbo ocenilo, da je to najbolj primeren način za izboljšanje digitalne pismenosti slovenskih državljanov. Ampak ne vemo koga, to je tista težava, da smo kupili... Celo bom odgovoril, če ne boste pustili dovolj. Prosim, ja. Še zmerom so te računalniki v skladišču, drži. Danes smo se na vladi o tem pogovarjali. Torej, ravno zaradi tega, ker je bil po mojih informacijah že pripravljen način, kako se bo določal, kdo so socialno najbolj ogroženi, ker tistim so namenjeni te računalniki, se je kasneje ugotovilo, da sama uredba ali pa podlage za to niso ustrezne in zato so te računalniki še vedno ostali. Še vedno bolje, danes smo se na vladi o tem pogovarjali. Ministrica je prišla za novelo zakona, kjer bi to uredila, pa smo se strinjali, da si rajš vzamemo še nekaj časa, 2-3 tedne, da res razčistimo in da ne bo prihajalo do tega, kar se je zgodilo pri prejšnji vladi. Prejšnja vlada je tako imenovano digitalno pismenost reševala z 2 projekti. Eden projekt je, kjer je vsem šolajočim se otrokom podelila kupone. Jaz sem zato zvedel, ko so moji otroci mi doma povedali, da so si kupili slušalke, nove slušalke. Drug projekt je bil pa starejši od 55 let, ki so dobili kupone
za izobraževanje. Ampak to zdaj bi šli k računalnikom, a veste. Ravno o tem govorim, ker ni bilo nobenih kriterijev. Ta trenutek so pa te računalniki še vedno v skladišču, ravno zaradi tega, ker hočemo natančno opredeliti kriterije, da bodo ti računalniki prišli v prave roke. Torej, v bistvu ne vem, kje sploh je afera. Da so še zmerom v skladišču. Kaj je to, da so v skladišču in da je 2500 evrov najemnina za skladišče? Gospod Boštjančič, meni afera se zdi tole, da župani razlagajo, da niso nič potrebovali, da nič ne vejo, mi smo pa kupovali 3000 računalnikov za poplavljene, zdaj je pa 39 razdeljenih, županja pa pravi, da je dobila mail, da pač naj si pri nevladni organizaciji rabljenega sposobi. To se mi zdi problem. V Sloveniji še bistveno več prebivalcev in socialno ogroženih kot 13 000, ki bi morali priti do take računalniške opreme, ker je to v resnici ena od osnovnih težav, kjer se začnejo že predvsem pri mladih ustvarjati razlike, ker eni si lahko privoščijo vse, eni pa nič. Saj namen je dober, verjetno pa vse drugo problem, gospod Vrtovec pa gospod Hojs. Niti razdeljeni še niso bili. No, saj to, gospod Vrtovec, Mi smo imeli komisijo za nadzor javnih financ na to temo, gospod minister Boštjančič. Zakonodaja je bila sprejeta lani na vaši vladi aprila meseca in potrjena potem v parlamentu in jasno določeno, komu so te računalniki namenjeni. V tej zakonodaji. Problem pa je, da spostavitev mehanizma po tej zakonodaji bi moral biti 1.1.2024, ki pa ne deluje. In javni sklad za štipendiranje je javno rekel, mi teh računalnikov ne moremo in jih ne bomo razdelili, dokler ne pride nova zakonodaja. In kot kaže, je afera v tem, da imamo računalnike, vi z finančnega ministrstva ste zagotovili finančna sredstva Ministrstvu za digitalno preobrazbo, za te računalnike kupijo in so v skladišču v Logatcu, kjer se nabira prah. Naj pa samo to še povem, da kot kaže teh računalnikov, če bomo toliko časa čakali na zakonodajo, še dolgo časa ne bomo razdelili. Seveda, veliko državljanov bi potrebovalo, zlasti socialno ogroženih, računalniško opremo. Ampak, a veste, preberite si v tej zakonodaji, ki ste jo vi sprejeli, kriterije, kdo je od teh računalnikov pravičen. Med drugim tudi ljudje iz poplavnih območij, ki pa so rekli, da to vrstne opreme, ki med drugim ni popolna, nimajo antivirusnih programov, ni noter procesorjev vgrajenih in tako naprej, da takih računalnikov s to vrstno opremo sploh nočejo. Torej, kupili smo računalnike, naredili razpis, ki je bil že sporen, brez da bi vedeli, komu so namenjeni, na kakšen način jih bomo razdelili in danes za njih plačujemo najemnino, na njih pa se nabira Gospod Mesec, ali tudi vi, samo trenutek, gospod Mesec, ali tudi vi prevzemate odgovornost, ministrica je na nek način tudi na vaše ministrstvo pokazala? Zdaj, sam se bom predvsem trudil pomagati, da računalniki pridejo v prave roke. Tako kot je minister za finance pred mano razložil, problem so kriteriji. Namreč v tem zakonu piše, da bi moralo Ministrstvo za digitalno preobrazbo pripraviti načrt za digitalno vključenost, v katerem se definira, katere so tiste skupine ljudi, ki so digitalno izključene. In digitalna izključenost pri nas ni iztrte zvita v raziskavah Evropske unije. Me zanima s tem postopkom, če se vam zdi, da je vse... Pri šolajočih se otrocih enih najslabših potem. To se drži, ampak kaj se vam zdi, da je bilo s tem postopkom vse v redu? Ne. Da se zdaj ugotavljamo, kako bomo to definirali, ne? Ne, najprej je treba imeti definirano, potem se kupuje računalnike. To je definitivno narobe. Zdaj pa tako, pač računalniki so v skladišču, naša naloga pa je, in predvsem naloga ministrice Emilije Stojmenove Duh, da čim prej definiramo, kdo so digitalno izključene skupine pri nas, in da računalniki pridejo v prave roke. Ker bo še trajalo, ne smo prej slišali. Gospod Hojs, prosim. Ja, jaz moram reči, tega podatka, ki ga je minister za finance povedal, češ, da je Ministrstvo za digitalizacijo zadolženo za nabavo osnovnih sredstev po ministrstvih, ne poznam. Torej, očitno so spremenili način nabave osnovnih sredstev. V našem času je bil za to zadolžen bodisi Ministrstvo za javno upravo, policija je sama to kupovala, Ministrstvo za obrambo je to samo kupovalo, tako da očitno so ta način nabave osnovnih sredstev v državni upravi spremenili. Druga stvar, ki bi rad povedal, nikakor pa ne drži to, kar je govoril, torej, da smo mi tiste naše voucherje za mlade delili brez kriterijev. Kriteriji so bili točno znani. Več kot 200 000 mladih si je kupilo bodisi računalnik, bodisi slušalke, karkoli, kar je pomagalo k njihovi digitalni opismenosti. Bilo pa tudi kar nekaj težav, ob tem, da so, mi smo to danes preračunali, da so ljudje ob tem, ko so doplačali k tistim našim bolom, plačali več DDV-ja, kot je gospa Emilija porabila za nakup teh
130 ali koliko že računalnikov. Torej, te stvari nikakor ne držijo. Gospod Han, še vprašanje za vas, prej ste že omenili, ministrica je bila včasih poslanska kandidatka vaše stranke, kaj pa vi menite o tem nakupu? Jaz sem že zmatan znašel prvo temo. Tako da to, kar sta dva moja kolega rekla, mi bomo pač mogli narediti ukrep, na kakšen način čim prej te računalnike razdeliti in s tem na nek način sanirati, bom rekel, ta nakup. Kaj pa to pravite, kar župani komentirajo zadevo? Nič ne pravim. Dobro, bomo naredili tukaj kratek predah in se vrnemo takoj po oglasih. Gospod Hojs, še vprašanje. Vaš predsednik je napovedal veliki spomladanski shod proti korupciji in klientelizmu, da SDS na to poziva je tudi svojevrsten fenomen. Pa bi vas vseeno vprašala, kaj vas je spodbudilo k temu razočaranju, mora biti, ker je KPK ustavil ta postopek zoper premierja in bo torej še nekaj časa tam, vi pa ste morda računali, da bo se zgodilo to vse prej do evropskih volitev? Ne, nikakor ne. Poglejte, mi smo že večkrat povedali, da je KPK nepotrebna inštitucija. Po mojem mnenju bi jo bilo potrebno celo ukiniti, tako da tudi, če bi KPK dal kakršnokoli mnenje vezano na predsednika vlade, ministra oziroma predsednika vlade gospoda Goloba, mi tukaj ne bi ničesar potencirali. Torej, ta inštitucija je pravzaprav inštitucija za diskreditacijo desnih politikov. Jaz sem že večkrat povedal, da tam recimo še zmeraj sedi v bordu te inštitucije kot podpredsednik človek, ki javno objavljal, kako se gospoda Janše pa gospoda Hojsa ne sme voditi, obenem pa vodi postopek zoper mene. Si predstavljate, kje je integriteta teh ljudi? Po drugi strani pa tam sedi, mislim, da 47 ljudi, si predstavljate, 47 ljudi, to je več, kot jih sedi recimo v predsedniški palači pri predsednici države. Njihov rezultat pa je ničen. Torej, rezultat KPK-ja po naši oceni nikakor ni tisti, ki bi našo stranko motiviral k temu, da je potreben tak shod. Vse to, kar so danes predstavili, vse afere, ki so jih v letu in pol naredili, to, da imamo danes 107% dražjo elektriko kot v času naše vlade, da je ta firma, v kateri je gospod predsednik vlade služboval dolgo časa, imela 200 milijonov dobička, si predstavljate, 200 milijonov dobička. Vsak državljan pa si lahko doma pogleda, kakšne poračune bo plačeval za elektriko. Torej, vse to je tisto, kar nas je motiviralo k temu, da tak shod skličemo. Je pa seveda v tem shodu tudi nekaj simbolike. Ravno nekje v tem času bo minilo 30 let od velikega shoda, ki se je zgodila ob aferi Depala vas. Gospod Boštjančič, kaj lahko pričakujemo od vlade, če pričakujemo od opozicije proteste, shode? Ja, tako kot ste vi rekli, jaz sem se tudi nasmehnil ob tej informaciji, kdo ta shod sklicuje. Časa nimamo veliko, tako da jaz bi v resnici res pozval na isto stvar in si želim, da je vsaj to rezultat te današnje oddaje. Vse afere imajo na koncu odgovorne osebe in imena in priimke. In dajmo se predvsem s tem ukvarjati in potem pride do tega, ker velikokrat se seveda afere kar tako malo meče naokrog, zato da se ustvarja vtis, nihče ne prevzame odgovornosti, kakšen minister kdaj pa kdaj odstopi, ampak pravzaprav karavana gre dalje. Torej, imamo dober primer, ki upam, da bomo prišli do konca, z imeni in s priimki, ki bodo sprejeli še enkrat svojo osebno odgovornost in zaradi tega tudi odgovarjali. In potem seveda je tudi čas za to, da politiki sprejmejo objektivno odgovornost. Kako to mislite, odgovarjali politično ali kako drugače? Ker kazensko seveda te preiskave trajajo. Zakonodaja je precej jasna, postopke, če verjetno ciljate nazaj na nakup te prostorov za sodišče. Kot sem že prej rekel, kot sem obveščen, na pol na tem intenzivno dela. Torej, verjamem, da tiste stvari, ki jih bodo ugotovili prave stvari, da jih bodo v najkrajšem času predali na tožilstvo in da se bo postopek sprocesiral, upam spet, da hitreje kot marsikdaj v Sloveniji te postopki trajajo. Gospod Boštjančič, to je 5 let ali pa več lahko, ne? Gospod Han. Če ne bomo verjeli KPK-jem, če ne bomo verjeli slovenski policiji, če ne bomo verjeli slovenskem sodstvu, slovenskem tožilstvu, kot politiki, potem je ta politika vsemogočna in potem ta država nima perspektive. Gospod Cvetovec. Jaz zaupam institucijam pravne države, je pa prav, da so tukaj vzpostavijo dodatne varnostne mehanizme za to, da se uporabljajo
enaki vati za vse. Bi pa za konec tako dejal, da sem osebno, gospe in gospodje, pričakoval na začetku te vlade, ki je imela rekordno večino v državnem zboru, pričakoval, da bo začrtala neko delo, neko smer in da se bo tega držala. Priča pa smo aferam, obljubam iz dneva v dan. Gor obljub je vlada dala na začetku, praktično nečesar pa po polovici mandata nima za pokazati. Nobenih zastavljenih ciljev ni uresničenih. Svet okrog nas se spreminja s svetlobno hitrostjo. Prihajajo nove težave, pred nami so številni izzivi. In če kaj potrebuje Slovenija, ta trenutek potrebuje predvsem novo smer, novo pot, ne pa pot, v kateri smo šli zadnjič. Kakšno pot? Pot prejšnje vlade, recimo mnogi se bojijo, da bi se vrnila prejšnja vlada. Potrebuje novo smer in novo vizijo, novo perspektivo, kam gre Slovenija čez 10-15 let. Ne pa, da se ukvarjamo z dnevno političnimi malenkostmi, bi rekel kar tako, z otrobi in z aferami, ki seveda je prav, da jih razčistimo, ampak se dogajajo po nepotrebnem, zlasti zaradi tudi morebitne nesposobnosti ali pa neučinkovitosti posameznih nosilcev na resorju. Samo še vprašanje, boste sodelovali na protestu SDS-a? Mislim, da takrat sem v Združenih državah Amerike. Govorimo o Novi Sloveniji, ne? Nobenega vabila nimamo. Bodo, tudi njihovi ljudje bodo sodelovali na protestu. Aha. Gospod Mesec, še vi? Ja, glejte, jaz se bom vrnil k tem, kar sem prej povedal. Največ proti korupciji bomo naredili, ko bo vsak počistil svojo hišo. In namesto, da organizirate shod in kažete s prstom na vse okrog sebe, vam predlagam, da namesto tega, ne vem, če kakšna stranka skuhala več afer kot vaša, se usedete in se pogovorite, kako boste te stvari razčistili. Gospod Mesec, če vprašanje, boste v Levici podprli razrešitev obeh ministric pri interpelaciji, če bo do tega seveda prišlo? To se bomo naslednji teden temeljito pogovorili v koaliciji. Ne morete še povedati odgovora? Po pogovoru v koaliciji. Dobro. Hvala lepa, gospodje, za gostovanje v Tarči. In hvala lepa tudi vam, da ste nas spremljali. Vabljeni spet prihodnji četrtek ob 20. uri. Naslednje in srečno. Dober večer.